Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v novem podcastu. Današnjo razpravo bomo namenili evropskim temam. Zakaj bi nas EU morala bolj zanimati kot nas sicer? Smo tik pred 20. obletnico našega vstopa v povezavo. Pred nami so tudi evropske volitve, kjer bo eden glavnih ciljev predvsem, kako povečati zanimanje volivcev za evropske teme in tudi za odhod na volišča. Slovenija je med državami z najnižjo volilno udeležbo. Pred 5 leti se je volitev udeležilo le nekaj več kot četrtina upravičencev, kar je bilo med najnižjimi stopnjami v Evropski uniji. O tem, kaj se dogaja z zanimanjem Slovencev za Evropsko unijo, zakaj je temu tako in kako ukrepiti interes za dogajanje v naši razširjeni domovini, se bova danes pogovarjala z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jernejo Jukjerše. Pozdravljeni. Dober dan. Gospa Jukjerše, če začneva skozi vašo osebno izkušnjo, kaj Evropska unija pomeni vam? Jaz sem predana Evropejka. Jaz mislim, Evropska unija je tudi, če sem Slovenka, zame tisti prostor, ki ga ne le živim, ampak je tudi moje profesionalne zanimanje. Prihajam iz Nove Gorice in točno tam, na tisti meji, sem v bistvu odraščala. In nekako nisem razumela, zakaj imajo tisti tam čez mejo toliko boljšo življenje. Materialno govorim. Zakaj so mogoče oni lahko druge določene stvari, mi pa ne. In sem začela to poglabljati in tudi na študiju ekonomije sem začela najprej odkrivati vse te lepote, dokler me ni začarala ta tudi sama integracija Evropske unije in sem se resnično začela poglabljati in sem videla, to je to. To je moje življenje, za to želim delati in ne samo to, da delam v dobro Evropske unije, ampak da tudi želim kakšnega, mogoče evroskeptika prepričati, da je Evropska unija vsekakor nekaj dobrega. Pred 20 leti smo kot država vstopili v EU skupaj z še drugimi vzhodnoevropskimi državami. Kako se vi spominjate tistega časa? Takrat so bila oba 20 let mlajša. Tako je. Takrat sem bila, že pred vstopom Slovenije v EU, sem bila jaz na študiju evropskih ekonomskih študij v Belgiji in takrat, kot sem že prej omenila, sem še poglabljala to znanje o Evropski uniji in ko je bilo študija konc, so tisti, ki so bili del članic EU, lahko ostali v Bruslju, vsi ostali smo pa morali naprej oziroma nazaj v Bruslju, nismo mogli ostati. In zato se spomnim tistega dela prej, da je bilo zamujena priložnost. Ko pa je prišlo do samega vstopa, se je pa tudi nam, Slovenkam in Slovencem, odprl en drugi svet, lažje je bilo prehajati meje, lažje je šlo tudi delati v tujino. Sama sem skoraj 2 desetletji preživela v tujini, tudi v Bruslju in sem videla, da je to res Evropa priložnosti, da vidiš, da te v bistvu ne omejujejo meje, ampak da lahko igraš v prvi ligi oziroma točno tam, kjer si želiš. Tako da tisti 1. maj 2004, sicer sem bila že takrat v tujini, ampak smo resnično se Slovenci zbrali na enem neformalnem dogodku in v pubu zapeli celo zdravljico in so bili tako ponosni, da smo del te zgodbe, da resnično se je tudi za Slovenijo začelo novo poglavje. Ampak recimo, da tudi skozi institucije EU je čedalje več Slovencev, dobiva to izkušnjo. Sam glede na udeležbo na evropskih volitvah pa se mi zdi, da veliko Slovencev pravzaprav še ne dojema EU kot nekaj svojega. Kaj bi Evropska unija po vašem mnenju pravzaprav morala pomeniti Slovencem?
Če najprej omenim same evropske institucije, približno je tam okrog 30 000 zaposlenih na evropskih institucijah, približno nekaj... Ampak ne Slovencev. Na Evropski komisiji, nekaj čez 300 na Evropski komisiji, pa tudi Slovencev. Tako da ta duh že obstaja, tudi v sami Sloveniji in v Bruslju. Spravi, priložnost je. Zdaj, jaz mislim, da Slovenci premalo vejo o tem. Ko gledamo raziskave prejšnjih Eurobarometrov, kažejo, Slovenci se strinjajo, da je Evropska unija nekaj dobrega, vendar hkrati priznavajo, da ne vejo dovolj o tem. Zato smo začeli stvari spreminjati, tudi v šolah. Tudi v Sloveniji je zdaj predmet državljanska vzgoja in tu skozi ta predmet želimo predvsem mlade ozavestiti, kaj Evropska unija sploh je, da vejo, kaj so institucije, da vejo, o čem se odločajo, da ni Evropska unija nekaj oddaljenega, nekaj v Bruslju, nekaj suhoparnega, ampak da vidijo te prednosti, ki jih vsak dan lahko prepoznamo. Zato mislim, da s tem, da bomo mlade, pa tudi tiste mlade po srcu, naučili, zakaj morajo biti pozorni tudi na Evropsko unijo, da se bodo zavedali tega, bo tudi volilna udeležba gotovo večja. Ampak kdo mora zdaj to učiti? Država, EU, mi, starši, ne vem, od ust do ust, ali potrebujemo vendar ne mogoče kakšno bolj usmerjeno kampanjo, pa sicer smo jih nekaj že imeli, tudi mediji seveda imamo svojo vlogo, seveda. Delo je potrebno resnično na vseh frontah. In sama, ko spremljam mlade, vedno več vejo, kaj to je. Pred nekaj leti je bila resnično EU še španska vas. Če pogledamo, kaj delamo sami na Hiši Evropske unije, oziroma Hiša Evropske unije ima potem 2 podaljšani roki, tako predstavništvo Evropske komisije kot pisarno Evropskega parlamenta. Načrtno delamo s šolami in ponudimo možnost, da jim razložimo, kaj institucije so, kaj so različne politike Evropske unije, hkrati pa to, kar delamo mi na institucijah EU, ni dovolj. Potrebno je tudi delo vsekakor strani države članice. Mediji ste pa tukaj ključnega pomena, da boste znali Evropsko unijo mogoče ne predstaviti le takrat, ko pride do škandala, ampak takrat, da se zavedamo vseh teh dobrih stvari, ki, kot pravim, grejo kot samo po sebi umevne. Povejva tukaj malo o teh dobrih stvareh. Ne? Mogoče se premalo zavedamo, kaj bi bilo, če EU ne bi bilo. Ne? Kaj nam je EU prinesla, katere stvari, ki jih imamo v bistvu že samoumevne, pa sploh ne zavedamo, da je to zaradi tega, ker smo v EU. Kaj bi rekli? Ko govorimo o teh prednostnih, tudi kaj je Slovenija dobila v zadnjih 20 letih, jaz gledam to na dva taka dela teh prednosti. Kot prvo so te tradicionalne, govorimo o evropskih sredstvih. Vsakdo, ki se sprehaja po Ljubljani, po kakršnikoli majhni vasi, vidi table, evropsko zastavo piše tam gor, sofinancirano sredstvi EU. Vsaka kolesarska steza, železniška postaja, projekt digitalizacije, vse te zadeve so tu in od tega smo ogromno dobili. Sama ne želim govoriti le o tem, ker verjetno, če se bo Slovenija ustrezno in primerno razvijala, en dan bo prišel od tega mogoče tudi, da ne bo več neto prejemnica, vendar so prednosti same Evropske unije drugje. Kot prvo bi izpostavila notranji trg. Notranji trg, enotni trg, to je zelo suhoparna beseda in to je termin. Kdorkoli to sliši, reče, to me ne zanima, ampak kaj to pomeni? Prost pretok blaga in storitev, to pomeni, da nismo omejeni le na trgovanje znotraj Slovenije po teh boljših in lažjih pogojih, ampak se naš trg iz 2 milijonov prebivalcev poveča na 450 milijonov, to je ogromna prednost in tudi Slovenija je tukaj povečala izvoz, trgovanje in vse smo odlično te prednosti. Moramo reči, da smo v enakopravnem položaju, ne vem, slovensko podjetje, špansko podjetje ali pa nemško podjetje, isti pogoji veljajo za... Isti pogoji in možnosti in tako da eno inovativno slovensko podjetje, ki se zna znajdeti, ki ima dobre ideje, lahko pride resnično na cel svetovni trg in tukaj EU pomaga. Tako da to je ena od teh glavnih prednosti. In prost pretok delovne sile naprej. Gremo seveda, to sta prvi 2 svoboščini.
pogosteje mogoče omenjena svoboščina je prost pretok oseb. Tukaj smo videli, da mislim, da čez meje vsak dan prehaja 1,5 milijona ljudi. To pomeni, da je resnično lažje. Če so malo žleht, to niso nezakoniti migranti. Ne? Definitivno ne. To so tisti, ki želijo delati v drugi državi, živijo in delajo, v drugi državi. Ne? Tudi mi imamo kar nekaj naših državljanov dela v sosednjih državah. Po končni fazi tudi nekaj je takih, ki smo jim včasih rekli zdomci, v Nemčiji, Belgiji, drugod po Evropski uniji. Ja? In to, jaz sama vem, jaz sem se tudi spakirala od doma in šla tudi v Bruselj, tam sem delala, je resnično ta možnost, da je tudi lažje vse to narediti. Ne? Ti si v bistvu nisi državljan druge države, imaš pa z evropskim državljanstvom vse te možnosti, da je lažje življenje drugje, lažje šolanje, lažje delo, vse to. Pri prostem pretoku oseb bi omenila tukaj Erasmus. Erasmus je eden od tistih, ki ga osebno vidim za res najpomembnejšo prednost. Lani smo praznovali 30. obletnico in kaj nam to da? Ne da le to mladim izkušnje, da grejo probati pač študirati nekam drugam, ker vemo, da Erasmus ni le za študenta, je tudi za vrtce, je tudi za starejše, je tudi za podjetja, za nevladnike, ogromno stvari, ampak pridejo nazaj s to odprtostjo. Spravi vidijo, da vse je fajn v Sloveniji in sama osebno izjemno spoštujem in podpiram kroženje možganov. Ne, se pravi, ampak ko človek gre nekam, moral se je odpovedati kar nečemu doma in se pravi, te zadeve naredijo ljudi dosti bolj inovativne, boljše in tudi unijo dosti bolj strpno. Se pravi, prost pretok oseb je izjemno velik steber, na katerega ne smemo pozabiti. Ta četrta svoboščina je pa prost pretok kapitala. Vemo, da smo dobili evro in še bolj smo se tega začeli zavedati, ko je lani naša južna soseda dobila evro. Se pravi, je bolj enostavno in lažje iti na morje na Hrvaško, če ni treba menjavati kun in vsega. Se pravi, ne gre le za tisto stabilnost cen, ne gre le za manjše transakcijske stroške, gre tudi za olajšan dopust, pa tudi omenila sem Belgijo, ko sem jaz takrat na začetku tisočletja z avtom šla v Belgijo, v žepu si rabil šilinge, marke, belgijske franke in to je kar nekaj kolobocij. To je tako, sem govoril o teh prednostih. Mogoče sva še pozabila na eno tako, ko gremo na morje, roaming. Ne? Tako, sem rekla, o prednostnih lahko govoriva zelo dolgo. Te glavne prednosti, se pravi od notranjega trga, kohezijskih sredstev oziroma EU sredstev so ene, potem pa sama, predvsem mladim, zelo rada povem druge prednosti. Kot primer, naprimer, ko gre nekdo na dopust v Švico, se šele zaveda, kaj to pomeni evropski roaming, ker te udari po žepu, če nisi previden. To pomeni, da vidiš... Če samo prestopaš z letalom... Že to je... Ne, da sploh greš na dopust, če greš skozi Cirih, recimo, ne, pa prižgeš telefon tam. Ja. Tako, ponavadi dobiš čisto obvestilo, se prekoračili tisto mejo. Si že ob 10 evrov. Se pravi, to ljudje ne vejo, da je to, ne pomislijo, da je to Evropa. Enkrat mi je mladi rekel, Evropa me ne zanima, pa sem ga pa vprašal za roaming, rekel, pa sem mu rekla, kaj pa to, ko imaš pametni telefon, pa ne najdeš kabla, ker eden je od iPhona, eden je od Samsunga, eden je od česa drugega. Tudi Evropska unija je prišla z enotnim kablom. Ena taka preprosta prednost, ki je gotovo pomembna, predvsem za mlade. Potem kupovanje preko interneta. Vedno imaš 2 tedna časa, da zadevo, ki jo kupiš preko interneta, preko spleta, jo vrneš. To je tudi Evropska unija. Vse take zadeve... Ker je Evropska unija to dosegla zaradi tega, ker je močnejša, ker je, ne vem, skupaj smo močnejši na globalnem trgu, 450 milijonov, ste prej omenili, ljudi je nekaj drugega kot 2, ali pa tudi v končni fazi 80 nemških državljanov. Ne? Gotovo. In tukaj dobi Slovenija, kot ena majhna država, dobi tisto
ne bom rekla neizmerno moč, ampak ogromno moč skozi ta ogromen trg 450 milijonov, smo pa, ker je v Evropski uniji 27 enakopravnih članic, v bistvu imamo mi enakopraven, enakovreden glas, da na tem 450 milijonskem trgu kar veliko stvari predlagamo in tudi marsikoga prepričamo, da so te prednosti, ki jih na trgu vsi dobimo, da potem pridejo tudi v žepe Slovenk pa Slovencev. In tukaj ste že malo odgovorili v bistvu na moje naslednje vprašanje. Ne? Zdaj, zakaj je pomembno, da potem hodimo na volitve, da pri vseh teh zadevah morda soodločamo in dejansko, tako kot ste rekli zdaj, mi soodločamo v evropski politiki in torej zakaj nas te stvari ne bi zanimale, ne? Ker včasih se zdi kot, mi smo premajhni, vse to odločajo vse tisti v Bruslu, mi moramo pa samo kimati. Ampak ni res, ne? To niti približno ni res, zaradi tega, ker Slovenija je ena od 27, ki sedi za mizo, v bistvu enakovredno. Večina stvari tudi v svetu se niti ne, na to se odloča, lahko tudi s kvalificirano večino oziroma na drugačen način, vendar ko pride do preučevanja predlogov, ima čisto vsaka država članica enakovreden glas in pove, kaj jo moti, kaj je ne moti, na kakšen način bi zadevo izboljšati, tako da to je nujno. In proces remi v bistvu k iskanju konsenza, ki bi zadovoljil vse. Ne? Preglasovanje v bistvu ni cilj in vsiljevanje mnenja, ni cilj Evropske unije. Ne, ni cilj. In tukaj prideva mogoče tudi do tega, kar vam lahko mogoče še kdaj govorijo podobnosti med Beogradom in Brusljem. Institucija Evropske unije so v bistvu tri in bom rekla ta velike enakovredne. Na eni strani imamo Evropsko komisijo, ki je po domače povedano kot neke vrste, kot so ministrstva tukaj pri nas, ker imaš kar nekaj ljudi. Komisija ima ogromno moč pri tem, ker ima to moč, da predlaga zadeve. Se pravi, to je zelo, zelo velika zadeva. Vendar ni tista, ki odloča. Ne. Potem imaš Evropski parlament, ki skrbi za dobro državljank in državljanov in svet, ki skrbi za dobro držav članic. In vse to je treba v bistvu na nek način se pogajati med političnimi skupinami, med nacionalnimi interesi, med državljani in nihče nikomur ničesa ne vsiljuje, ampak gre resnično za dogovor, za konsens in na koncu šele za tisto glasovanje, pa tudi ne gre. Niso pa navadi vsa glasovanja po nacionalni liniji, kot vemo v parlamentu, se glasuje tudi se glasuje po političnih skupinah. Ne. Tako da jaz bi rekla, Bruselj ni Novi Beograd, gre resnično bolj za demokratično odločanje. Ampak vaše vprašanje je bilo, zakaj sploh iti na volitve, ali smo dovolj veliki ali ne, da bi kaj rekli. Kar se tiče glasa Slovenije, gotovo ima enakovreden glas povsod. Na Evropskem svetu ima naš premier je lahko tako glasen kot en drugi premier. In naš premier ima zelo moč, da stvari tudi lepo predstavi ostalim voditeljem, tako da ga poslušajo. To je, kar Slovenija sama naredi. Potem imamo pa sam parlament. Ljudje dostikrat rečejo, zakaj bi šel na volitve, ker itak teh 9 poslancev bo v vsakem primeru izvoljenih. In jaz rečem, res je, 9 poslancev bo Slovenija poslala v Bruselj. Vendar, kakšne poslance želimo? Tiste, ki jih podpre, sami ste rekli, 1/4 volilcev, ali tisti, ki imajo v bistvu za sabo skoraj cel narod. Povprečje v Evropski uniji 2019 je bilo kar 50% ljudi na volišča, v določenih državah pridemo celo na 80%. In če imaš tisto moč, da imaš legitimnost, da imaš za sabo volivke in volivce, je gotovo sama legitimnost že, ampak imaš ti večjo prepričanost, da lahko tudi nekaj dobrega narediš, potem tudi za matično državo. In spet, če narediva tudi primerjavo, ne, relativna teža slovenskega poslanca
primerjavi z relativno težo nemškega poslanca, je za recimo izvolitev našega potrebnih manj glasov, kot pa nemške, kar pomeni, da je v bistvu teža slovenskega poslanca večja. Ne? In zato v končni fazi je tudi verjetno naša odgovornost, da sami skrbimo za lastno usodo in razmišljamo o tem, komu dati svoj glas. Tako, moramo povedati, kaj nam je prav v tej Evropski uniji, kaj nam ni prav, zaradi tega je odlično, da gremo in da povemo, da želimo sooblikovati Evropsko unijo, ampak tudi, če ne gremo, kaj to pomeni? Da mogoče nas Evropska unija ne briga, ker nam je fajn, tako kot nam je zdaj. Vendar, kdo nam garantira, da bo prihodnji Evropski parlament tudi tak, ki bo sprejemal take odločitve, da bo nam še naprej fajn. Mogoče ne bo in da se ne bomo potem tolkli po glavi, da dobimo Evropski parlament, ki mogoče ne pomaga tako državam članicam, kakšnim majhnim kot je Slovenija, da gremo tja in povemo, kaj želimo. In ljudje tudi, ko rečejo, politika me ne zanima, eno so te prednosti, za katere nas mora zanimati, po drugi strani pa, ko ljudje rečejo, ne vem, koga bi volil, na evropskih volitvah imamo možnost tudi preferenčnih glasov in jaz vedno rečem, gotovo boš najdel nekoga, za katerega zaupaš, ki bo resnično na dober način predstavljal tudi tvoje interese, zato bi vse pozvala, da se 9. junija odpravijo na volitve, če bo pa slučajno zelo lepo vreme napovedano 9. junija, pa naj grejo na predčasne par dni prej. Dobro vedeti. Ne? Dajva tukaj, evropske volitve so vendarle neka taka specifika. Ne? Volimo predstavnike, ki naj bi skrbeli za interese celotne Evropske unije, hkrati seveda tudi za naj bi bili neka vez med državo in lokalnimi interesi, če temu rečemo. Ne? Ampak zdi se, da pravzaprav bolj uspevajo tisti, ki bolj poudarjajo nacionalne interese, bolj neke lokalne interese, kot pa tisti, ki se zavzemajo za skupne cilje, celotne povezave. Ne vem, morda ali je to samo moja percepcija, ne? Ampak če karikiram, bolje uspeva nekdo, ki pravi, tukaj bomo zgradili, izboljšali ceste s pomočjo evropskega denarja, kot pa nekdo, ki se zavzema za, ne vem, skupen boj proti podnebnim spremembam. Če dovolite, bi vas tukaj popravila, kar se tiče 3 institucij. Evropska komisija je tista, ki skrbi za interese Evropske unije. Parlament skrbi za interese državljank in državljanov. To pomeni, državljanke in državljani so tudi tisti, ki jih zanimajo lokalni projekti. V demokraciji nam je težko reči tistim, ki jih zanimajo resnično lokalni projekti, da bi morali gledati čez meje. Je pa res, da bi bilo fajn, da bi imeli ti poslanci tisto čezmejno moč, da bi pogledali v bistvu po principu subsidiarnosti, ki ga imamo v Evropski uniji, da se problemi najboljše rešujejo na tisti ravni, ker je najbolj učinkovito. Podnebne spremembe vemo, da ne ubogajo mej. Ti ne moreš potnega lista dati tistemu CO2-ju, zaradi tega vse te zadeve, ki so čezmejni problemi tudi se morajo reševati na evropski ravni in tukaj računam tudi na vse kandidate za poslanke in poslance, da bodo znali tudi predstaviti še vse te rešitve za celo Evropo, ne pa le za lokalno skupnost, ker mogoče določene zadeve za lokalno skupnost se najlažje rešijo na nivoju lokalne skupnosti. Ampak fajn bi bilo, da bi se vsi zavedali tega. Problematično v tem, kar sem hotel prej v bistvu povedati, je to, da se na lokalni ravni običajno gradijo tudi razlike do druge lokalne skupnosti. Ne? In skratka, ne vem, nekdo gradi svojo prezenco oziroma poskuša sebe uveljaviti s tem, da poudarja razlike recimo s sosednjimi državami, sosednjimi regijami. Ne? To pa v bistvu za Evropsko unijo kot celoto ni dobro, če imamo
v Evropskem parlamentu tiste, ki iščejo razlike na račun nekoga drugega. Ne? Evropa vendarle ne bi bila projekt, ki združuje, ne? To, kar sva govorila že prej na začetku. V Evropski uniji imamo slogan Združeni v različnosti in ta slogan, ker smo na začetku govorili o tem, kako ljudi prepričati, so ga pripravili mladi. Mladi so tisti, ki mogoče še bolj razumejo to, da ni prav, da se delimo. Resnično, vsakdo ima svoje državljanstvo, svojo nacionalnost in vse to Evropa spoštuje, ampak da ne gremo gledati na tiste stvari, ki nas mogoče, ki nas razdirajo, ampak ki nas združujejo in da vsakdo vsakega spoštuje, tudi tistega drugega in hkrati, da delamo za dobro Evropske unije, ker bomo vsi mi na nek način dobili dodatne privilegije, prednosti, karkoli, ki jih sicer ne bi dobili. In ja, upam, da bodo tudi politiki zdaj v teh volitvah bili pripravljeni gledati naprej in ne graditi mogoče kampanje samo na razdiralnih zadevah, ampak na temu večjem dobrem. Malo se že nakazujejo teme. Katere bojo teme, ki bi po vašem mnenju lahko ključno vplivali na kampanjo? Slovenske kampanje mogoče ne bi komentirala tukaj. Kakšne so pa teme, ki bodo tako na volitvah kot tudi pomembne za prihodnjo komisijo, so se pa pogovori že začeli. Ne? Se pravi, Evropski svet je imel že lani v Granadi neformalni svet, kjer so že pogledali, katere teme pričakujemo tudi v času prihodnje komisije, ne glede na to, kdo bo predsednica oziroma predsednik. In zanimivo za nas, na Slovence, ena od njih je tudi, poleg zelenega, digitalnega, solidarnega, varnosti, tudi širitev. Vemo, da prejšnja Evropska komisija, se pravi ne ta, 2019 do 2024, ampak prejšnja Evropska komisija, Junckerjeva komisija je rekla, ne. Širitev tokrat ne. Zdaj se stvari spreminjajo. Mogoče je tudi Slovenija tukaj pripomogla k temu, da bi naš Zahodni Balkan pripeljali bližje k Evropski uniji in v Granadi je tudi širitev ena od teh prednosti, ki osebno mislim, da se ne bodo več dale na stran, ampak da bomo res naredili nekaj v tej smeri. Je pa res, da bo še meseca junija Evropska komisija tudi pripravila nek pregled, kako se mora tudi Evropska unija spremeniti, da bo pripravljena, da pridejo druge države, naprimer tudi Zahodnega Balkana v integracijo. To je ena od teh tem. Okay, glede na zadnji Eurobarometer je med Evropejci na vrhu zanimanja za to kampanjo, predvolilno kampanjo, predvsem boj proti revščini in socialni izključenosti ter javno zdravje. Če pogledamo pa zanimanje Slovencev, je pa izrazito v ospredju javno zdravstvo in takoj zraven skupna kmetijska politika, kar je vsaj mene kar presenetilo. Slovenci recimo izpostavljamo tudi, zelo visoko izpostavljamo tudi prehransko varnost in kmetijstvo kot tisto prednostno področje, kjer bi EU morala v bistvu okrepiti svojo vlogo v svetu. Kako smo prišli do tega? Če pogledamo zgodovino Evropske unije, kako je sploh nastala, ne? Takrat, ko smo imeli Evropsko skupnost za premog in jeklo, takrat je prišlo do integracije, ker smo imeli tam Nemčijo pa Francijo, ki so v teh ključnih dobrinah ugotovili, da morajo sodelovati. To je tisti prvi začetek Evropske unije še takrat. Takoj naslednja zadeva, če mene vprašate, je skupna kmetijska politika. To je bil eden največjih stebrov, ki smo ga imeli od leta 1960 naprej. Vendar se spreminja. Je pa res, Evropska kmetijska politika je dala ogromno denarja takrat kmetov, ko pa ti vzameš privilegije, je pa seveda težko, vendar bomo videli, ker denar ni neskončen. Vendar trenutno Evropska komisija
vidi, da je potrebno mogoče malo spremeniti skupno evropsko politike, da bo znala ustrezno odgovarjati izzivom današnjega sveta, ker rabimo obe zadevi. Rabimo tako prehransko varnost in rabimo kvalitetno hrano in rabimo tudi to, da skrbimo za kmete, rabimo pa tudi varstvo narave, ker ti ne moreš imeti le odličnega kmetijstva na račun narave, ne moreš pa tudi obratno narediti. Zaradi tega smo že lani v govoru o stanju Unije je predsednica napovedala strateški dialog o kmetijstvu, letos januarja se je začel in to bo se še nadaljevalo, ker vsi si želimo in kvalitetno hrano in dobro plačilo tudi za kmete, da bi kmetije še se obdržale, vendar tukaj pride potem do pogajanja različnih interesov in zato tudi tukaj državljanke in državljani, ki bodo šli na volitve, lahko v bistvu glede na to, koga bodo zbrali, povejo, katera je za njih mogoče malo večja preferenca, ampak tukaj bo prišlo resnično do majhnih do pogajanja, vendar želimo si najboljše za oboje. Se pravi, resnično zeleno prihodnost in hkrati tudi dobro, ustrezno in zdravo kmetijstvo. Ampak ne tudi preveč birokratsko obremenjeno, ker ta pogajanja so zdaj v zadnjih tednih, mesecih kar vroča na kmetijskem področju. V Bruslju je bilo kar nekaj takih precej ostrih protestov, če te rečemo. No? Ampak zdaj je mogoče pravi čas, ker zdaj se bodo oblikovale prioritete za prihodnjo Evropsko komisijo, tako da je prav, da so tudi kmetje zdaj povedali, kaj želijo, kaj ne želijo, na kakšen način bi šli naprej, kar se tiče pa birokratskih ovir v letošnjem... Bremen, recimo. Tako, bremen. Komisija si je v letnem programu za zadnje leto zadala kot enega glavnih ciljev, oziroma mislim najpomembnejši cilj je to, da zmanjšamo administrativne ovire. Tako tudi za kmetijstvo, kot tudi za mala in srednja podjetja in pri malih in srednjih podjetjih imamo to, vse veste, ena regulacija noter, ena regulacija ven, pa tudi manj poročanja. Želimo si res tole, po angleško se reče streamlinati, se pravi malo usmeriti, hvala lepa, to, kaj je treba, kaj je potrebno od birokracije in kaj ni potrebno, ker si želimo, da bi zadeve šle na najbolj enostaven način čez, ampak se veste, pri evropskih sredstvih je tako, rečejo birokracija, ampak bi vi svoj denar dali kar enemu tako, brez da niti pogledaš, kam gre. Ravno zdaj, ker ste mi to govorili, sem samo razmišljal tako, kot mi na Balkanu, ne? Takoj o fintah levo, desno, kako izkoristiti te zadeve, mislim, vedno takoj se začnejo tovrstni razmisleki, kako bi izkoristili kakšen denar. In potem se pa spet vsi sprašujemo, kako so mu pa dali tole kar na lepe oči. A res niso mogli preveriti, ne? In seveda, zato pa rabimo birokracijo, ne? Ampak jaz govorim, mora biti en del. Jaz ne želim govoriti o birokraciji, želimo pa davkoplačevalci imeti tisto gotovost, da naš denar ni vržen kratko stran, oziroma da se da na lepe oči. Vendar tudi, če pogledate zdaj v okviru načrta za okrevanje in odpornost, tudi komisija spreminja malo logiko, ne gre več, da bomo pogledali vsak račun, kaj je bilo plačano, nas zanima, kaj je bilo narejeno. Ali bo klinika zgrajena ali ne, ne pa ali so vsi računi tako, kot bi morali biti. Tako da tale grda beseda birokracije, en delček je tudi pomemben ravno zato, da smo vsi mirni in da vemo, da denar gre v dobre roke. No, ker smo bila ravno pri teh, ker sem prej začel, ne, na eni strani je recimo v vrhu zanimanja Evropejcev, ne, boj proti revščini in socialni izključenosti, to je na slovenski strani relativno nižje na recimo seznamu prioritet tem, ki bi jih morali obravnavati na evropskih volitvah. Opažate razlike med Slovenijo pa recimo povprečnim Evropejcem? Smo si
Kje smo? Smo povprečni, nismo. Kako bi kaj ocenili, vi bolj gledate te stvari? Recimo? Če omenim samo revščino, mi imamo te konkretne cilje, kako želimo, da bi se revščina znižala. V Sloveniji imamo to veliko srečo, da je tako imenovan Gini koeficient zelo relativno nizek, ker gre, da smo relativno enakomerna, enakopravna družba, ki ni takih velikih razlik med tistimi najbolj bogatimi in tistimi najrevnejšimi. To je že super. In seveda, niso vse države take. Smo različni. Sem rekel v svojih izkušnjah v Bruslu, ena najlepših stvari je, ko ti delaš na Evropski komisiji, je to, da imaš sodelavce spovsod. In da govoriš različne jezike tam, da se pogovarjaš o različnih kulturah, to je tisto, kar nas bogati. In ko bomo mi znali to sprejeti, da vse te razlike, ki so, določene stvari, da smo enaki, določene stvari smo drugačni, ampak vse to, kar vidimo drugačnega, je tista bogatost, ki si jo resnično želim, da bi tudi Slovenke in Slovenci znali še bolj sprejemati. In videti kot priložnost, zase. Da vidimo kot priložnost, ne pa kot omejitev. In še enkrat tukaj res pozivam vse te, pa ne le mlade, ampak čisto vse, da tudi izkoristijo Erasmus in pogledajo, kaj je dobrega na drugi strani meje, oziroma tudi, kaj jim ni všeč. In potem prideš domov in se zaveš še toliko bolj, kako je lepo v Sloveniji. Ena od presenečenj te Eurobarometrove raziskave je tudi relativno nizko zanimanje za boj proti podnebnim spremembam. Kljub hudi naravni katastrofi, poplavam, ki smo jo doživeli v lanskem letu. Kako se pa to razlagate? Te številke sem spremljala že pri prejšnjih Eurobarometrih. Tukaj sem videla, da je Nemčija tradicionalno bila res v samem vrhu. Pri Sloveniji od tega še ni bilo. Zdaj mislim, da so te številke malo povečale. In ljudje, ki so bili še pred nekaj časa, ne bom rekla proti podnebnim spremembam, ampak mogoče malo neverni Tomaž, mogoče pa to še ni res tukaj. Res problem, ne? Smo pa pred kratkim videli, kako je to, ko imaš en dan 30 stopinj, drugi dan pa stopinjo pa pol. To verjetno prihaja tudi tega malo bolj ekstremi se sem hotela reči mešanega podnebja, ampak resnično ekstremnih dogodkov. Se pa v Sloveniji zadeva spreminja tudi ta zavednost, da to je tukaj in da bo potrebno nekaj narediti zdaj, kako pa, s kakšno hitrostjo, to bo pa še predmet tudi teh evropskih volitev, da vidimo, kaj narediti. Je pa vsa ta tragedija, ki se je zgodila lani s poplavami, pa tudi že prej požari, pa žled in tako dalje, so pa na nek način tudi Slovencem približali Evropsko unijo, ker Evropska unija je bila v bistvu že takoj naslednji dan po vseh teh ujmah tukaj. Pa ne govorim le z denarjem, ki en del je že prišel, en del pa še bo, ampak tudi z ljudmi, s civilno zaščito, strokovnjaki, s politično podporo, z mehanizacijo. Vse to, ko je Slovenija potrebovala Evropsko unijo, je Evropska unija takoj prišla na pomoč. In to je fajn, da se zavedamo, ker to ni v drugačnem svetu, mogoče do tega ne bi prišlo. Pa če gre zdaj malo na probleme, ki so pred Evropsko unijo, varnost, obramba, tudi te teme so visoko na agendi Evropejcev. Presenetljivo pa malo manj na agendi Slovencev. Tudi migracija in azil, kar se obeta kot ena izmed pomembnih predvolilnih tem. Kako pa to recimo komentirate? Pred kratkim je bil... Tudi v luči spopadov, ki divjajo v soseščini Evrope. Ne smemo pozabiti pač na vojno v Ukrajini, Gazo. Če omenim, pred kratkim je bil sprejet v bistvu rekordni, oziroma zelo, zelo pomemben sporazum, pakt o migracijah in azilu. Ko smo še se pogovarjali o tem paktu, tudi v času slovenskega predsedovanja Evropske unije, si je komisija izjemno
prizadevala, da bi prišlo do dogovora, ampak takrat je bilo to, a bo ali ne bo. Zdaj smo do tega dogovora prišli in to je en ogromen korak. Kaj bo ta pakt naredil? Pomagal nam bo, da bomo bolj gledali, kdo pride na mejo, hitro to osebo obravnavali ali vrnili ali dali naprej, hkrati pa tudi uvedli solidarnostni mehanizem. Zdaj, to mogoče se lahko naveže na to, ko ste rekli, tukaj pri nas ne gledamo mogoče celotne slike v Sloveniji, ampak gledamo lokalno, ki bi bil tale kje bi, na kakšen način bi migracijsko politiko reševali na lokalni ravni, vendar dejstvo je, Evropska unija trdno stoji proti vsem nelegalnim migracijam in tukaj bomo naredili vse, kar je v naši moči. V drugi strani pa govorite o spremembah tudi in o različnih narodnostih in narodih tudi v same Evropske unije. Trg dela je trenutno v primanjkljaju. Določenih spretnosti nimamo, določenih delavcev nimamo. Tako da, če želimo preživeti, tako kot Slovenija, kot tudi Evropska unija, določene delavce bomo morali dobiti tudi iz zunaj. In tukaj zaenkrat je ta debata še resnično lokalizirana, po angleško se reče NIMBY, not in my backyard, to pomeni ne na mojem dvorišču in ljudje gledajo samo zato, ko bodo pa prišli v situacijo, da v domu za starejše občane ne bo delovne sile, da mogoče ne bo določenih strokovnjakov na področju informacijske tehnologije, da bo manjkala kakšna druga delovna sila, bodo pa ljudje morali začeti razmišljati tudi o tem, da niso vse migracije tiste, ki jih moramo odbiti, ampak da se začnemo pogovarjati v okviru Evropske unije tudi o drugačnih, popolnoma nadzorovanih migracijah. Ja. No, ampak tukaj sem v bistvu hotel napeljati na to, da Eurobarometer kaže, da to nekako niti ni tema, ki bi Slovence prav močno zanimala, kljub poskusom recimo določene politične opcije strani, da bi to tematiko bolj izpostavila, kot pa morda si zdaj glede na to raziskavo zasluži. Govorili smo o razlikah, mi na Evropski komisiji in tudi na predstavništvih v bistvu spremljamo vse, kaj se dogaja na vseh državah članicah in v določenih je to resnično na vrhu. Tu pri nas ne. Mogoče lahko rečemo na srečo, ker se vse Slovenke in Slovenci počutijo zelo varno, po drugi strani pa na žalost, ker se moramo zavedati vseh teh, rekli ste, problemov, jaz bom rekla, izzivov v svetu in da je prav, da tudi izrazimo svoj glas in želimo in poskušamo na konstruktivni način pripomoriti k temu, da se bomo resnično vsi počutili dosti bolj varno. Ko je prišlo do vojne v Ukrajini, so se tudi Slovenke in Slovenci takoj mobilizirali in pomagali. Mislim, da imamo to humanitarno in solidarnostno žilico in sem ponosna na to, vendar to bo treba pri teh kompleksnih izzivih v svetu seveda pogovora še nadaljevati. Zdaj, ko ste se ravno dotaknili te ukrajinske krize, kako v bistvu zdaj prihajamo v neko obdobje, lahko mogoče rečemo, tudi utrujenosti na to krizo. Če dalek glasnejši so pozivi k pogajanjem, ampak vemo, za pogajanje sta potrebna dva in volja predvsem obeh vojskujočih se strani. Skratka, ta utrujenost od te krize narašča, tudi recimo na kmetijskem področju smo gledali, kako se poljski kmetje upirajo uvozu iz Ukrajine, pač tako naprej. Kako huda je lahko ta kriza za recimo nadaljno enotnost Evropske unije, za nadaljno povezanost Evropske unije? Lahko to ogrozi to našo povezanost? Recimo, kako spremljate to na Evropski komisiji? Seveda, mi spremljamo, kot smo rekli, 27 različnih držav članic, vsaka ima malo drugačen pogled na te zadeve, vendar ko pridemo do Ukrajine, se vemo.
če Putin neha napadati, je konec vojne. Če se Ukrajina neha braniti, je konec Ukrajine. In tako da tukaj so te... Ne pa nujno tudi konec vojne, ne? Ja, to so izjemno zahtevne zadeve, vendar Evropska unija stoji za Ukrajino in ji pomaga. Se pa strinjam z vami, da so zadeve izjemno kompleksne in vse te različne poglede 27 držav članic poenotiti tukaj bo naslednja Evropska komisija, se pravi po teh volitvah, imela še zelo, zelo težko nalogo. Ker te razlike se zdaj kažejo tudi recimo v odnosu do vojne v Gazi oziroma izraelskega bombardiranja Palestincev v Gazi, ne, velikih žrtev med civilisti in ne vem, krepijo se, zelo močni so pozivi in kritike do Evropske komisije, predvsem predsednice Evropske komisije glede ukrepanja ali pa odzivanja na ta konflikt. Ne. In spet tukaj se zdi, da to deluje zelo razdiralno na to evropsko kohezivnost, ne, povezanost Evropske unije. Na Evropski komisiji seveda pozivamo k takojšnjemu prekinitvi vseh napadov in sovražnosti in pozivamo proti humanitarni katastrofi, ki se dogaja. Se pravi, to je tudi ena velikih prioritet Evropske komisije. Ampak, ko pogledamo, kje smo zdaj, sem se spomnila pred kratkim, letos januarja je umrl dolgoletni predsednik Evropske komisije Jacques Delors. In ko smo gledali, kaj je on rekel, ko je govoril o teh kritičnih časih v 80-ih, v 90-ih, je rekel, trenutno živimo v pomembnih in posebnih časih. Ampak tudi danes živimo v takih časih. In če je takrat Evropska unija se uspela poenotiti, dogovoriti za dobrobit v bistvu celotne Evropske unije in tudi za vpliv na svetu, verjamemo v teh še toliko bolj povezanih časih, v časih globalizacije, da bomo še bolj uspešni. Problem je mogoče, ali bomo imeli dovolj časa, ne? Dogodki nas v bistvu prehitevajo, medtem ko države še rešujejo recimo en izziv, da ne rečem problem, se pojavi že nov, 2, 3 in res je. Tukaj mogoče čisto pač pomislek, kaj rečete tistim, ki pravijo, ni nobene komande, mi rabimo imeti, ne vem, močnega voditelja, tako kot je v Ameriki, moramo imeti, ne vem, predsednika, ki bo povedal z enim glasom, zakaj pa Kitajska lahko, zakaj pa Rusija lahko se takoj odloči za eno zadevo, mi pa rabimo mesece, da sprejmemo eno odločitev, ki je že v bistvu izvodenela. Ravno zaradi tega, ker imamo različne institucije, vsaka skrbi v bistvu iz svoje strani, da ima svojo vlogo, pa tudi 27 držav članic, tako da ena oseba sama v Evropski uniji, mislim, da ne more sama odločiti za prihodnost Evropske unije in je zadeva malo bolj kompleksna. Bomo pa videli, ko pride do nove Evropske komisije, na kakšen način bomo nadaljevali. Vemo tudi, Junckerjeva komisija je prva od tistih, ki so rekli, to je zdaj politična Evropska komisija. Pred prejšnjimi predsedniki so bile komisije malo bolj tehnične kot zdaj. To je pa odvisno tudi od volivk in volivcev, zato ga še enkrat pozivam vse na volitve. Ok. Dr. Jerneja Jukirše, najlepša hvala za pogovor in za vašo udeležbo v našem podcastu in upam, da se vidimo še kdaj. Hvala lepa.